Arhitektka Mojca Gregorski pravi, večji ko je izziv, več ko je problemov, boljše so rešitve. Poglejmo, s kakšnimi problemi se je ukvarjala v stanovanju iz 60-ih let, predvsem pa, kakšne zanimive rešitve so pri tem nastale. Arhitektka Mojca Gregorski je pred načrtovanjem prenove stanovanja lastnika prosila, da naj napiše svoje želje in oriše svoj življenjski slog. Namesto tega pa je dobila tale diagram. Ja, res je. Gospa Mojca, povejte, kako ste si lahko s tem diagramom pomagali pri razvozlavanju želja naročnika? Ja, od našega naročnika smo želeli, da pred začetkom skupnega dela napiše svoj način življenja in bivanja oziroma vsakodnevne navade. Običajno naši naročniki oddajo tako imenovani prosti spis. Tokrat pa moram reči, da sta me izjemno presenetila s tem barvitim diagramom. Je že malo umetniško delo. Ja, tako, ki izraža res en občutek za kompozicijo, za barve, pa izraža tudi eno afiniteto, bom rekla, do prostora. Vsebinsko pa pove prav vse, kar sem potrebovala za oblikovanje tega stanovanja. Absolutno pa sta seveda ta diagram potem tudi podkrepila z osebnim pogovorom. Moram reči, da samo z nekim diagramom bi težko načrtovali stanovanje, ne? Sta pa zagotovo mene navdušila, da sta postala moja najljubša naročnika. Ja, verjamem, tak poseben pristop. Tako. Ja, če gremo na začetek. Kakšno je bilo stanovanje pred vašim posegom? Pred prenovo? Ja, to je bilo, takšno bi lahko rekli, tipično stanovanje v večstanovanjskem objektu. Nekoliko starejše hiše, ne? Hiše 60-ih let. V bistvu je blok, ne? Tako, ja. Blok, dvonadstropjen, 3 celo, če stemo pritličje in z enim takim tipičnim stopniščem iz teraca, mogoče rahlo starim, več stanovanji. In v tem stanovanju so bile majhne sobe, majhna okna, predvsem veliko vrat in taka klasična razporeditev. Ko vstopite v stanovanje, je tukaj predprostor s 5 vrati, tako da skoraj ni bilo stene, kjer ne bi bilo vrat. Velikim hodnikom predvidevam. Ja, relativno, glede na kvadraturo stanovanja. Kakšna pa je? In potem okrog 70 kvadratnih metrov. In potem celo s prehodnimi sobami. To pomeni, iz ene sobe vstopite v drugo sobo. Ne? Ena soba je obrnjena samo na sever, druga samo na jug. In če želite iz zadnje sobe v kuhinjo, morate nazaj čez prvo sobo, predprostor in nato v kuhinjo. Zelo praktično. Tako da naročnik je celo dvomil, da je to stanovanje možno konvertirati oziroma prilagoditi nekako njunim željam, tako da je bolj na začetku pesimistično tipal, ali je sploh možno, ali bi mogoče celo to prodal in ne bi tukaj živel. Zdaj pa, bom rekla, težji je izziv, več je problemov, boljše je ponavadi rešitev. Vse tako je pri naših projektih. Tako da glede na to, da je bila izjemno zahtevna naloga, sem se zelo razveselila in sem nekako pričakovala, da bo nastalo nekaj dobrega. No, zdaj, na vse povedano, predvidevam, da je bilo verjetno na začetku potrebno tudi nekaj gradbenih posegov oziroma ste verjetno mogli kakšne stene, ne vem, premikati, rušiti. Že te osnovne stvari je bilo verjetno kar nekaj dela. Ja, moram reči, da glede na rezultat relativno malo. Kljub vsemu pa smo odstranili eno izmed sten, to je tukaj za nama, in povezali ta osrednji prostor v smeri sever-jug. Tako da je stanovanje dobilo res velik osrednji svetov prostor, ki je tako dopoldne kot popoldne osvetljen. Tako to je bilo ključno. Medtem ko ostalo so neki manjši preboji, svetlobni za okna, tako da se lahko preko balkona recimo 2 sobi, jaz rečem, spogledujeta med seboj, ne? 2 sobi, ki nista bili prej povezani. Kopalnica se je povečala iz majhnega stranišča in še ene kopalnice smo pridobili večjo kopalnico, ki ima zdaj 2 okna, je naravno osvetljena. Tako da dejansko je po eni strani stanovanje zdaj povezano v en velik skupen prostor, po drugi strani pa ga lahko oni kljub vsemu razdelijo na manjše podprostore. Ker danes vseeno marsikdo želi imeti nek kotiček za sebe, mogoče neko sobo, kamor se zapre, kadar želi imeti mogoče malo miru. In kako se te sobe zaprejo, recimo glede na to, da je vse odprto, praktično brez vrat, razen seveda vhodnih pa kopalnice, ampak nekih drugih ni videti. Tako je, kopalnica ima sicer steklena vrata, čisto psihološko z mat steklom, ki pa so večinoma ves čas odprta. Tako da lastniki celo teh vrat ne potrebujejo, stranišče je nekoliko izza ovinka celo. Tako da
Upam si trditi, da celo teh vrat ne bi bilo nujno potrebno. No, pa če že gostje pridejo, se mi pa zdi, da je že fino verjetno. Tako, ja. Dejansko so vsa ostala vrata, drsna vrata, ki so skrita za oblogami ali za omarami, z izjemo vrat v spalnico. Spalnica je danes ta prehodni prostor, zadnji, kjer pa so vrata v sklopu omare. Tako da dejansko bi lahko jih imenovali skrivna vrata. Kaj pa zdaj ste omenili omare, ne? So to dejansko po celi globini omare ali je tudi stena noter, del nosilne stene recimo, ki jo niste mogli prebiti? Omare so izvedene zelo enostavno v 2 vzporednih linijah, tako da predeljujejo 3 dele stanovanja in skrivajo v sebi več kot samo zidove. V omarah imamo pospravljene bojler električni, ki je v stanovanju. Bojler, res, kje je? Tako, v kopalnici. Pralni in sušilni stroj, varovalke, vse, kar potrebujemo, omare s čevlji, z oblekami in tako naprej. Potem recimo vsi robovi sten na stiku s stropovi so imeli zobove. To je bil zob, na katerega se naslanjajo leseni nosilci, vsi stropovi so namreč leseni, izvedeni s trstiko. Tako te zobovi so estetsko precej moteči. In ker je stanovanje izvedeno s precej nizkim stropom, nismo želeli dodatnih spuščenih stropov. Tako da te omare hkrati skrivajo vse te napake, ki jih ima stanovanje. Potem v njih je umeščena naprimer na tej strani klima, tako da Kje je klima? Tukaj le spodaj, v spodnjem delu, barvana je sive barve. Ja, tako da je to ena taka multifunkcijska omara, kjer je pospravljeno popolnoma vse. Ponekod je globoka, tako da lahko pospravijo sesalec, spet nekje je manj globoka, če se zadaj skriva zid, tam noter so mogoče kakšne še dodatne knjige. Želja je bila, da bi bilo ogrevanje talno. Ampak zaradi izvedbe originalnih lesenih strupnikov, peščenega nasutja in lesenih tal, to ni bilo mogoče, tako da so kljub vsemu v stanovanju ti tako imenovani, jaz rečem, klasični radiatorji. Vendar smo te radiatorje vse nekako skrili, jih pobarvali v barvo omar, izbrali popolnoma gladke, tako da so ali malo opazni ali celo ponekod recimo tamle skriti za oblogo kuhinjske omare. Ja, povsem na novo ste verjetno morali zastaviti tudi osvetlitev, postavitev oken, predvidevam, da je bila tukaj neka drugačna stena, kjer je zdaj vse odprto, svetlo. Ja, večino oken smo ohranjali na poziciji, kjer so bila, zato ker ohranjamo zunanjo podobo stavbe. Želeli smo, da se ničesar ne spremeni in da ta karakter 60-ih ostane. Edina večja sprememba je to veliko panoramsko okno, oziroma to bi lahko rekli kar steklena drsna stena proti balkonu. Tukaj je bilo namreč prej okenski parapet, manjše okno in zelo ozka vrata na balkon z odlagališčem potem nerabljene opreme. Tako da s tem steklenim prebojem se je ta prostor povečal, tako da je zdaj stanovanje izredno svetlo, večje, da pa bi ga povezali tudi v prečni smeri, ne samo vzdolžni, smo pa na vsaki strani balkona izvedli 2 manjša preboja, ta sta ozka in visoka, ki povezujeta to zadnjo spalnico z sprednjo dnevno sobo. Tako da iz dnevne sobe preko balkona lahko vidite tudi v spalnico in obratno. To pomeni, da je stanovanje veliko v smeri sever-jug in tudi v smeri vzhod-zahod.